Ok, bojsi, česa ste največ akumulirali na Mofokonu? Stresa, prijateljev. Gladko stres. Govorimo o stojnicah, česa ste največ nakupili? Ja, kupil. Plakatov. Sladkarije. Ja. Sladkarije? Prvič v življenju, ko sem šel kupit kolegoma. Anime merch? Anime merch? Mange? Gregi ga ima preveč. Nikoli ni preveč. Matej, koliko je bilo stojnic z mangami? Jaz sem sicer stojnice z mangami. Imeli smo mladinsko knjigo, Okay. to so pač ta glaven dobavitelj mank v bistvu, ne? Oni so imeli tako. Pa Tamago so imeli svojo izmenjevalnico, ker so pač imeli tudi te second hand mange pa te stvari. Drugač pa izmenjevalnico v smislu, jaz dam svoje staro, ti daš meni svoje staro. ja, ali pa pač tudi tako, ne vem, ta PlayStation 2 igra 5 evrov mu daš. Je bilo tudi tako, no, pač lahko si dal, lahko so oni odkupili, lahko so... Blago za blago. Pretty much, garage sale that works both ways. Primeval times. Se je bila fajn taka edicija, no, eventu. Moja izkušnja je bila ful dobra, ker pridem z masko in potem to je pomenilo, da sem bil ko Mojzes, ker so se nekaj strahali. Se pravi, pridem do stojnice in so se bili, bi kupil to mango. Prva stvar, ki naredim, je, da zagrabim 4 mange, Kaiju number 8 in rečem, ok, to. Potem pa, ok, še to mango in ko so ugotovili, da sem nabral že 10 mang, mi je mladinska knjiga, namesto da čaka, da jaz tam izbiram, so mi dali kar celo svojo inventuro tam. In potem sem izbiral po listu, ok, te mange nimam in pol je račun prišel ven za 250 evrov. Pač, I mean, splače se, ok, ta tip bo vse kupil, poglej list. Vmes me je že njihov blagajnik sprašal, je to vse? In potem je zraven ena ženska stala in bila like, tega pust. Let him be. He knows what he wants. Let him grab all the manga. Ste slišali še za to mango? Pa to so ti prodali tiste, ki so jih imeli s seboj ali tudi iz skladišča? Ne vem, iz kaj ga nastavili. Enega so poslali, veš, enega študenta, veš, ne poiskat. Jaz imam eno mladinsko knjigo v BTC-ju, ampak tam imajo precej manj zaloge, kot ima dejansko mladinska knjiga zaloge. In zaloge, ki so jo pač prenesel na Mofokon, je pač precej večja. Pa tisto so verjetno nabavili za naprej, samo za konvencijo. Jaz sem klical tja, ker sem hotel kupiti box set od One Piece-a. Kjeri? Prvi. I'm starting. Ful sem ga težko ker old school je prvi, se jih reprintal. Ja, pač v bistvu dobil sem ga kot darilo pol. Ok. Ja, služba časti. Kaj je fora še z book depozitorija? Ja, pač nad 150 evrov ne smeš iz book depozitorija. Ja, to se zdaj začelo. Meni bilo tako, pač videl sem book depozitorij ima, ok, jaz bom kupil in pol, čakaj, kaj je fora, zakaj ne moram take my money, stari, pa se kupam. Carina, ja, ne pustijo. Zato, ker je Brexit zdaj... Ja, točno tako. Ne vem točen razlog, ampak ne vem. Čeprav to se je zdaj pred zadnjimi par meseci to zgodilo, ker jaz sem še naprimer kupoval čez 150. Zelo enostavno, še letos. Nice to be you, Gregi. Ja, ti pač rečem. Ne, ampak se pravi je to... Si mogoče imel več produktov, ki so skupaj nanesli 150? Ne, zdaj... Vsak dan gledam book depozitorij, moram priznati. Addiction. Je mali addiction, čist mali addiction. Veš, 2 evro pade cena, 2 evro se zviši. Uprašparamo. I see, investing 3 tedne nazaj so kome dali napis, da nad 150. Bolje, da book depozitorij ne da svojega coina ven. Jaz sem v glavnem klical pol to mladinsko knjigo, pa sem spraševal, če imajo ta box set ali pa če ga lahko dobavijo, pa mi glih reče, pa glih zdaj smo full zaloge naredili, ker bomo prodajali na enemu dogodku, a na Mofokonu. Ja, na Mofokonu, poznate? Poznam. Sem že slišal, da bi tako, veš, pulov stringa, predsednika imate, a lahko kaj hitreje dobavite zame. Lahko kaj znižate. Tako da so imeli full zaloge, so nakupili, pač najboljša mladinska knjiga tam v centru, tam gor po Čopovi, kaj greš? Konzorci, yes. Tam imajo pač tako največ zaloge in pač 3krat so že prestavili te mange in jaz jih najbolj iščem. Na začetku je bilo čist spodaj, če se prav spomnite. Prvič, ko so mange prišle v konzorci, je bil v pritličnem delu in so prav naredili tako ovalno mizo, kot imamo tukaj, ampak precej večjo, in gor so nametali full Bleacha, Naruta, na začetku je bil samo shonen. Potem čez nekaj mesecev, mogoče kakšno leto kasneje, so zadevo predstavili v prvo nadstropje. In tam so naredili pač, mislim, da 2 regala,
ki sta pač stala poleg stripov, navadnih stripov. In tam so potem Asterix, Obelix, Naruto. Exactly. Bolj Marvel, bolj to. In potem v bistvu so predstavili na eno drugo mesto, ki je bilo ob eni steni, čist je bil malo na levo nekje, ne? Ja. In so tudi postavili na tako v bistvu transparent, iščete mange, tukaj so. Res jih iščem, pa res so tukaj. In potem so zadevo predstavili v otroški del. Zdaj je v bistvu to oddelek za umetnost. Jaz sem od začetka do konca sem šel pač s punco sva šla in jaz tam iščem, pač tle so 100%, zanj so bili tle, grem tja gledat, niso tle, sorry, ne vem, ki so, ne, grem od začetka do konca gledat nikjer, potem sem se vdal v sodo in sem šel vprašati, every guy hates this asking for directions, dan, kje imate pa mange, tam oddelek za umetnost, edinka nisem pogledal, nekaj pač. Mislim, zdaj imajo, sem videl enkrat letos, ko sem šel, da imajo od Berserka tudi box. I mean, that truly is art. Mislim, da vem, kako bomo nas preživeli popoldne. Imajo pa kar zaloge, res imajo zdaj zaloge. No? Končno so začeli po pravici. Mislim, da so... še vedno ne vejo, kje so najboljša imena, še vedno nimajo tistih. Te naša močna imena so začela spoznavati, da Weeby dejansko zdaj imamo denar in smo pripravljeni ga plačati. Čak niso več doma v kleti, zdaj dejansko služimo mastne denarje. Ali pa ga imajo njihovi starši. Še vedno. Take a quest into mom's purse. Manga when weebs were invented. Gotta catch them all. Se te povete zgodbo, kdaj pa ste prvič v življenju videli fizično mango? A to obstaja? To še vedno obstaja. Asterix in Obelix. Ne, mislim dejansko manga, da veš, da je manga, pa da si šel v trgovino. Katerega leta se je to zgodilo? 2012. V trgovino? Ja, 2012? 10 let, kaj ta. Po mojih konzorcij bi rekel. Ja? Jaz sem najdel kakšen Naruto tale v konzorciju. Jaz se ne spomnim točno, ampak Ider je to, ko sem prišel prvič študirati v Ljubljano in smo midva šla v mladinsko, ali pa ko sem šel na obalo, ker Italijani že 30-40 let tiskajo mange. Pa vse prevedeno. Edini problem je, da je v italijanščini potem. In društvo Animal je imelo neko svojo knjižnico, tako da Ider tam, or Ljubljana. Same for me. Ichigo Fragola v italijanskem prevodu. Vi niste pravi fan. Jagoda, ne? Fragola svoj banke. Ne, govori, mislim, da prve edicije mange so dejansko prevale. Mr. Strawberry. Strawberry so ga klicali. A res? Ja, so. Vedno sem spraševal, kako v bistvu japonski bralec vidi Ichigo. A dejansko razmišlja, Ichigo pomeni strawberry ali kaj samo pa recimo Neville Velerit iz Harry Potterja. Vidiš Velerit ali to je Frinky. To je nekaj, kar ne bomo nikoli razumeli, ker v Sloveniji ne dela tako visoke produkcije in potem, težko dobiš nek pravi fantazijsko delo v tvojem lokalnem jeziku, zato da bi lahko dobil.